Lepo pozdravljeni, lep večer, se opravičujemo za nekaj minut zamude zaradi tehničnih težav. Lepo pozdravljeni na našem prvem sestanku, ki smo ga poimenovali Nove prakse, nova orodja. In sicer gre za tri debate z arhitekti mlajše generacije, ki jih bomo v prihodnjih tednih obravnavali in z njimi debatirali o trenutnem dogajanju na področju arhitekture. Skozi pogovore bomo 3 srede v marcu osvetlili način delovanja novejših arhitekturnih praks v Sloveniji in tudi ugotavljali, kakšne organizacijske, projektantske in druge strokovne novosti uvajajo v svoje delo. Danes so z nami Ana Kreč in Jure Hrovat iz Svet vmes, Alenka Korenjak iz kolektiva Prostorož in pa Urška Didovič in Katja Štocin iz skupine Pazi park. V publiki pozdravljam tudi ostale skupine in kolektive, ki se bodo pa zvrstili v naslednjih tednih, in vas tudi vse vabim, da med današnjo predstavitvijo in po njej zastavljate vprašanja našim govorcem. Naj uvodoma tudi povem 2 stvari. Najprej ta, da je v podnaslovu pisalo še vedno arhitekti do 40. Hecali smo se to je pač nek podnaslov, ki smo si ga zadali za ta projekt, ampak bistvo tega dogodka danes je, da bomo se pogovarjali o novih praksah in novih orodjih in starost arhitektov pri tem ni pomembna. Druga zadeva pa je, da ne gre za neko nacionalno selekcijo, da je šel za predvsem dosti intuitiven in subjektiven način izbora praks, ki smo jih povabili na te sestanke. Mogoče edini kriterij je bilo poiskati prakse, ki se lotevajo nalog na mogoče malo drugačen način. Z nami pa je tudi Matevž Čelik, ki je sokustos projekta in ki bo osvetlil namen oziroma cilj teh 3 sestankov in pa cilj zastavljenega projekta, ki smo ga z njim začeli že kar nekaj časa nazaj. Ja, lep pozdrav še z moje strani. Mislim, da ta kiks v naslovu s 40 leti tudi govori o nečem. Govori namreč o tem, da se razvoj kariere zamika na nek način. Jaz mislim, da bomo o tem mogoče lahko slišali kaj iz njega. Dejstvo je, da se danes arhitekturo dela drugače, kot se je delal pred 15 ali pa še pred 10 leti, da se tam tudi sami sebe lansiramo v prakso na nek, ali pa ste se lansirali na nek drugačen način. Danes so z nami arhitekti in krajinski arhitekti, ki so pravzaprav dokaj izkušeni in so nekaj sprememb v svoji praksi že doživeli, mogoče bo na to temo. V tej seriji pogovorov bi se radi pogovorili pravzaprav o tem, ali v Sloveniji lahko zaznamo kakšna nova oblikovalska orodja, pa ne govorim o novih programskih orodjih ali pa tehnični opremi, ampak dejansko o orodjih, ki jih nacionalne cilje ali pa zasledujemo neke vrednote pri delu, ki ga hočemo upravljati. Takšna kulturna na voljo, da doseže agendi. In pogovarjali bomo tudi o tem, kakšna zavezništva, pa kakšna omrežja razvijamo, ker ta postajajo danes vse bolj pomembna. Prav zaradi tega, ker se naše prakse tako hitro spreminjajo, da se vse več učimo od druga, kot pa od naših predhodnikov in starejših vzornikov. In takim navzkrižnim kritičnim razmišljanjem vi danes pomagate v svojih praksah. Kako to spraviti na koncu neko razpravo, je seveda eno
zanimivo vprašanje in problem, ki se bomo skušali tudi skupaj lotati, ampak cilj je, da to, o čemer se bomo pogovarjali, potem tudi skozi neke primere pokažemo. Da se lotimo tega na začetku skozi pogovore, sva se z Niko odločila tudi zato, ker mogoče to, kar počnemo, poskušamo komunicirati predvsem z nekimi lepimi, dokončanimi, zanimivimi projekti. Dejstvo je tudi, da imamo vsi za sabo izobraževanje, v katerem smo bili deležni predvsem enega treninga na temo, kako zdizajnirati hišo ali pa kako zdizajnirati en prostor. In da danes počnemo stvari, ki so tudi nekaj drugega in o katerih se bo tudi zanimivo pogovarjati, na kakšen način jih predstaviti. Pa naj bo toliko zdaj za en tak uvod. Torej, danes so z nami Prostorož, Svet vmes in Pazi park, tri različne prakse, ampak na nek način tudi sorodne, tudi mogoče po letih nastanka, lahko me popravite, če se motim, vem, da ste nekateri mogoče malo starejši, nekateri malo mlajši. Ampak Pazi park je ena skupina predvsem krajinskih arhitektov, ampak tudi drugih sodelavcev, ki so raziskovalci, urbanisti, načrtovalci, se ukvarjajo z odprtim prostorom in z javnim prostorom in so začeli predvsem s projekti, ki se tičejo ozaveščanja javnosti in so ti projekti še danes vedno za njih pomembni. In lotevajo se pa tudi resnejših projektov, ne samo dogodkov, delavnic in razstav, ampak če se ne motim, ste se povezovali tudi in sodelovali na natečajih in pri konkretnih realizacijah. Prostorož, mislim, da ste v tej skupini največji veterani, še tudi eni začetniki ene take aktivistične prakse v Sloveniji. Nočem reči, da tega nihče prej v Sloveniji ni počel, ampak je v vašem delu na tem področju ena konsistentnost, da vsaj jaz se spominjam tistega vašega prvega projekta v Stari Ljubljani, ki je pravzaprav zelo jasno nakazal to, kaj boste počeli, da boste usmerjali pozornost na neke spregledane javne prostore in da jih boste poskušali spremeniti in urejati na nek drugačen način po meri prebivalcev in obiskovalcev. In mislim, da vas to še vedno vodi naprej. In Svet vmes, kot mogoče najmlajša od teh danes tukaj, ki je prav tako kot mnogi, ki smo začenjali, se je tudi Svet vmes začel kot en neformalen kolektiv. In mislim, da danes pri njegovem delu, poleg klasičnega, tradicionalnega projektiranja, en zelo pomemben aspekt, da veliko časa posvečajo raziskovanju, izpostavljanju, iskanju različnih potencialov, skozi eno temeljito raziskovanje, narediti več, kako doseči, kako iztisniti več iz arhitekture. Predlagam, da kar začnemo. Z Miko sva vsem zastavila 3 vprašanja, skozi katera se bomo skušali ogreti na začetku z vašimi predstavitvami. Skratka, prvo vprašanje je, kakšni so izzivi sodobnega časa, kaj je danes naloga arhitekture, kakšna nova orodja po vašem mnenju vi pri tem uporabljate, kakšne nove modele organizacijske razvijate ali pa ekonomske, če želite vprašanje
slišati na ta način. In vprašanje ozaveščanja ali pa javnega vedenja, pojavnosti vaše prakse v javnosti, skratka komuniciranja tega, kar počnete z neko širšo javnostjo. Kakšen je pomen tega in na kakšen način to počnete? Mika, boš mogoče ti prevzela in povedala, kakšen je vrstni red. Ja, najprej sta Jure Hrovat in Ana Kreč, kolektiv Svet vmes oziroma podjetje sta ona dva. Tako da jo vaju kar vabim. Ona dva nimata vizualne prezentacije, sta rekla, da bosta povedala odgovore. Tako da izvolite. Mika, Matevž, hvala tudi vsem ostalim za povabilo pa za tak pozitiven odziv, za sodelovanje v tej debati. Nimava prezentacije, ker se nama je zdelo, da je to lahko tak neformalen pogovor med kolegi, pa mogoče pol iz tega, ne vem, iztisnemo v nek material, ki bo pač kuriran in zanimiv za razstavo. Zdaj tako, na to prvo vprašanje, kaj je sodobni izziv človeštva, se tudi široko vprašanje, kaj je naloga arhitekture danes, ko da bova midva osvetlila bolj z enega zornega kota, s katerim se pač midva soočava, ali pa opasko, ki je morda splošna, ni samo najina, je ta, da se res morda sploh v zadnjih 20 letih dogaja nek tak popoln razpad javne infrastrukture, da na drugi strani imamo pač nek tak enormen steber privatnega kapitala, ki se pač kopiči in pa ne investira v javno dobro, bodisi izobraževanje, zdravstvo, housing. In da se nama zdi, da je pač res prišlo do enega tazga popolnega popačenja med tem, kaj mi razumemo, kaj je zasebno, kaj je formalno, kaj je privatno, se pravi privatno, zasebno, formalno, neformalno, se pravi tako v prostoru, kot tudi v neki socialni sferi. Se pravi, da sta se ta pola začela popolnoma mešati, kar je posledica pač neke neoliberalne logike. Zdi se nama, da je pač arhitekt je vedno v pogodbi s kapitalom. Arhitektura obstaja zato, ker nekdo investira in je kot tak, se pravi kot v funkciji, je neka centralna figura pri tem, kako distribuira ta kapital. Se pravi, to je tako v tem v mestih, kako oblikuje prostore, kako se oblikuje sam programski brief. In nama se zdi pač pomembno, da je arhitekt takrat, ko dela za privatni kapital, ostaja primarno v službi javnega interesa in da je pač vedno zagovornik šibkejšega. In seveda, da se pač vedno svoje, poleg pač neke individualne vloge, vedno zaveda neke širše kolektivne odgovornosti, se pravi, torej jaz gradim hišo, ampak hkrati moram misliti na naselje, da pač parcela ni samo moja, ampak je od vseh. In pa predvsem, da se pravi, my influence does not end at the border of my plot. Se pravi, arhitekt ni sam izvajalec privatnega oziroma tudi javnega kapitala, ker se tudi javni kapital obnaša včasih izredno tako. Minimum input, maksimum profit, sploh na področju šol, in da je pač kot nek javni intelektualec zavezan k temu, da pač ozavešča in pa izobražuje druge. In pač vedno smo vsi ljudje in cela družba v tej tenziji individualnega, kolektivnega, med avtonomijo in neko solidarnostjo, in pač nama se zdi izredno pomembno, da je to uravnoteženo, in če si izbral ta poklic, pač še toliko bolj. Tako da znotraj programskega briefa je arhitekt, ki pač čuti vsaj kopico odgovornosti do pač so ljudi, odgovoren, da najde in se bori, rečemo, za tako imenovano Kanovo sobo brez imena, oziroma za ta nek tretji prostor, za ta publicness, ki deluje kontra logiki ostalim prostorom, ki so v tistem programskem briefu. Se pravi, gre za nek prostor, ki se finančno vedno parazitira na tega svojega gostitelja, ampak mu hkrati daje tudi neko identiteto. Zdaj, odličen primer tega recimo je Oslo Opera House, se pravi njena streha, ki hkrati je čisti publicness, povabi uporabnike, da pravzaprav uživajo
na njenem pravzaprav privatnem, nekem zemljišču si ogledujejo mesto, hkrati uživajo opero, čeprav se te karte niso kupili. In takih pravzaprav primerov je po svetu, pa tudi v Sloveniji ogromen. Ja. Tako nekako, če povzamem, v bistvu so prepričana, ali pa zakaj, da bolj natančno opredelim področje najnega delovanja ali pa postavimo kontekst. Izobraževanje se nama zdi ena najpomembnejših sfer človeškega delovanja v vsaj bližnji preteklosti, pa definitivno za prihodnost. Izobrazbo, se pravi, širjenje obzorij vidva kot temelj napredka in kot tak tudi edini način, kako lahko rešimo sami sebe pred lastnim propadom. Se pravi, z iskanjem nekih novih rešitev. In prav temelj je ta proces izobraževanja, zato tudi se nekako v osnovi osredotočava na to. Zdaj, sam oblikovanje nekega organizacijskega modela ali pa kako smo mi, how did we come to be, od leta 2014 smo mi DOO, podjetje, družba, se pravi 7 let, predtem smo bili nek neformalni kolektiv združenja arhitektov, SP-jevcev, ki pa jih je združeval nek tak skupni cilj. Od takrat dalje smo pa nekako arhitekturni biro, registriran za dejavnost arhitekturnega projektiranja, kjer ga imamo vezano licenco pooblaščenega arhitekta za varovanje vso birokracijo, ki nekako pride zraven. To vidimo bolj kot neko možnost, da samostojno nastopamo na natečajih, da se samostojno v bistvu tudi tako udejstvujemo, tudi v nekak navezavi do javnih institucij. Sami sebi niti ne vidimo kot nekaj prav posebnega prav iz tega vidika. Smo podjetje, smo biro, nismo društvo, kot naprimer tukaj ostali kolegi, ki so danes tudi predstavljeni, in na nek način delujemo tako kot so biroji že od 90-ih let dalje, pa verjetno še prej v nekih drugih oblikah. Kar mogoče je drugače od birojev, ki so se vzpostavili v 90-ih, sploh ta korak od arheja v vzpostavitev družbe z omejeno odgovornostjo, je recimo to, da mi nismo klasično, recimo, da bi se udeležili natečaja, zmagali in potem ustanovili biro, ampak smo se pravzaprav ustanovili zaradi neke take blazne osebne frustracije iz izkušnje natečaja. Se pravi, da greš ti, po povratku, recimo, moja izkušnja je bila študij na Danskem, internship v Avstraliji, sem prišla nazaj, imela sem to srečo, da sem bila na Danskem v ravno pravem času, takrat se ta super dač začne nekak epicenter postavljati na Dansko. In tam se mi je zdelo res v Kopenhagnu, da je bilo 2006 pravzaprav vse mogoče. To je bilo ravno pred koncem krize. In takrat s kolegico še z fakultete sva se udeležili natečaja za 2 osnovni šoli v Kamniku, to je bilo leta 2008. In namesto, da bi se razveselil takrat druge enakovredne nagrade, ki smo si jo delili še z enim birojem, so v bistvu z tega išle čisto frustrirane. V smislu, da ugotoviš, da v Sloveniji, vsaj na primeru šolske arhitekture, natečaj žal, čeprav ga podpiramo, ni platforma za raziskovanje nekih novih tehnologij in pa za preupraševanje nekega ustaljenega reda. Da so programske naloge toge, da so v preteklost zazrte, in da smo nekje v poznih 70-ih popolnoma izgubili nek kontakt z inovativnimi praksami, pa čeprav smo to imeli, v 30-ih, v 50-ih smo nekako primerljivi z evropskim prostorom. In s praksami, ki jih je recimo takrat popeljevala Nizozemska, Danska, Anglija, danes Nemčija, pa pravzaprav tudi sosednja Avstrija, mi nimamo več absolutno nobene zveze. In tudi glede tega na institucionalnem nivoju absolutno nič ne naredimo. In zame je bila ta osebna izkušnja taka frustracija, tak trigger, da smo iskali popolnoma drug način delovanja. Mislim, ne samo to, da si tudi finančno nismo mogli privoščiti natečajev, natečaji so 2008 pravzaprav šli zelo dol, bilo jih je zelo malo, vsi najni kolegi so se pravzaprav vračali v tujino in na nek način se je nam zdelo, da
moramo najti drug način delovanja, predvsem veliko bolj direktnega, tazga, kjer vstopaš v kontakt, v nek direkten dialog z naročnikom, uporabnikom in z njim oblikuješ programsko nalogo in pa potem z manjšimi intervencijami na dolgi rok, govorimo od 5 do 8 let celo, ko si skupaj z enim naročnikom, veliko spremeniš torej od znotraj navzven, se pravi preko zgoščevanja, preko boljšega izkoristka prostora, včasih tudi spremembo urnika in tako naprej. Se pravi, to bi tudi lahko rekli, da je trajnostni način delovanja in je bolj efektiven od recimo konstantnega povečevanja prostora in pa neštetih prizidkov. In kar se nam zdi zanimivo je, da je povratna zanka teh projektov, teh pravzaprav intervencij, ki se dogajajo v nekem časovnem loku, veliko hitrejša, kot pa če ti pristopaš na natečaj. Moramo vedeti, da od tistega natečaja v Kamniku še vedno ena šola ni zgrajena, da je šele letos oddan razpis, se pravi po 13 letih je oddan razpis za gradnjo druge šole. Tako da, če imaš ta proces teh hitrejših intervencij, se ti ogromno kot arhitekt naučiš, predvsem o delovanju neke inštitucije, o financiranju, o razmišljanju teh deležnikov, seveda se učiš tudi na lastnih napakah, ki jih moraš popraviti, ker se moraš naslednje let z njimi soočati, ker vplivajo pač takoj na enormno količino ljudi. Ja, v bistvu tako eno tako osredotočenje že od začetka na pač izobraževalne inštitucije. Zdaj, na začetku tista stvar, ki so nas vsi, ali pa kolegi, arhitekti in tako naprej opozarjali, pa ni se smiselno v Sloveniji specializirati ali pa toliko se dotočiti na eno temo, ker je trg toliko mali, ni dela že tako ali tako, vi si boste pa še izbirali projekte, pa pri tem hoteli imeti še neko aktivistično agendo v zadnji, pa bili zraven še DO. Tako da smo pa kljub temu, da formalno smo kot neko podjetje, pač se počutimo, da živimo in delamo bolj kot neko društvo, se pravi z nekim glavnim namenom, da v osnovi poskušamo stvari spremeniti na boljš, da to postavljamo kot vrednost nad profit, kar je tudi neka ideja, da nekako, če se to ne bo spremenilo tudi od drugih podjetij, bomo imeli v prihodnosti še več težav. In iz tega naslova tudi samo delovanje biroja, če samo rišem na hitrico, med 2011 in 2018 smo mi nekako kontaktirali šole in analizirali približno 35 šol, 81 smo jih kontaktirali, se z njimi pogovarjali, si jih ogledali in nekako nastavili večje število nekih idejnih strategij, zasnov in tako naprej. Predvsem pa naredili en tak zelo širok nabor nekih vpogledov v obstoječe stanje pač šol v Sloveniji, marsikdaj presenetljivo. Tako da to je nekako, bi rekel, ta naš doprinos, ki nekako ne gre čisto skladno skupaj s tem, da bi bilo neko dobičkonosno podjetje, bi rekel temu. Mogoče sploh še po 2015, zatem pač smo se vključili tudi v neko, smo bili vključeni na podlagi razgovora, Evropsko raziskovalno mrežo Adapter, v katero je vključeno približno nekih 40 arhitektov, ukrajinskih arhitektov, umetnikov, ki so pač pristopili k raziskovanju svoje lastne prakse, pač gledajo lastno početje in to te v bistvu tudi prisili v to, da konstantno preizprašuješ svoje delovanje, zakaj delaš tako, kot delaš, kaj so bili začetni triggerji, zakaj si prakso vzpostavil, kam boš šel s tem znanjem od tega raziskovanja naprej. In seveda, to je tudi nek način samoorganizacije in ima pač tudi definitivno velik vpliv na delovanje prakse. Je pa tudi v bistvu iz tega izhaja, iz tega raziskovanja, pa iz te želje po spremembah, v bistvu že od samega začetka kot poslanstvo čutimo tudi ozaveščanje vseh deležnikov v tem procesu, pač tehnike šolske ali pa izobraževalne arhitekture, bodisi od ravnateljev do pedagogov, vse do čist support staffa, čistil, hišnikov in tako naprej. Se pravi, o zaveščanju problemu tega razumevanja arhitekture v mestnosti v slovenski predšolski in šolski arhitekturi. Na začetku smo dejansko, tako kot rečeno, že na ta način
pridobili prve projekte z direktnim kontaktom nekih teh odločevalcev v šolah in na ta način pridobili neke prve, pa saj mi smo tako videli kasneje, mogoče z neko to retrospektivo, zgradnjo nekih case studijev, s katerimi smo želeli pridobiti feedback deležnikov, se pravi tukaj v tem primeru ravnateljev, uporabnikov, učencev, dijakov in tako naprej. In kot te case studije uporabljali tudi naprej za nekak soočenje Ministrstva za šolstvo, Zavoda za izobraževanje, jim pokazali, kaj se da in na kak način bi se mogoče to lahko vključili v neko prihodnost slovenskih šol. Zdaj, nismo se omejili samo na to, seveda, da še zmeraj na nek klasičen način tudi komuniciramo z javnostjo ali pa probamo nek ta svoj message poslati čez, tudi z nekimi objavami v arhitekturnih revijah, kjer pa kar hitro vidiš, da v bistvu na nek način komuniciraš praktično z lastno stroko. Najna želja je pa, da je v bistvu ta message gre v bistvu širše navzven, ker se nam zdi, da smo že tako kot stroka nekako samorefleksivni, sami vase zaprti na nek način in je ravno ta problem ali pa mogoče ta zadeva, ki se je skozi zgodovino zgubila, da v bistvu ni teh transdisciplinarnih pogovorov med različnimi strokovnjaki, kako naprej poriniti pač arhitekturo šol v Sloveniji, so mnenja, da pač nekako zaostaja. Tudi iz tega razloga se vedno več udejstvujeva tudi pač z nekimi predavanji, pisnimi prispevki na vseh možnih konferencah, ki se nekako dotikajo tega področja delovanja. Vedno večkrat sva presenečena, da je v bistvu zelo malo arhitektov prisotnih na takih diskusijah področnih, kako temu rekli, da so to v bistvu nekako neki pogovori med pedagogi, med sociologi, ki na nek način govorijo o prostoru, ki je po osnovi bi mogla biti naša skrb pa naša naloga. Tako da tudi iz tega razloga nas, na primer, Ministrstvo za šolstvo velikokrat razume arhitekte kot neke pasivce, ki v bistvu ne sodelujejo v tej, bi rekel, strateški diskusiji o tem, na primer za področje šolstva. Ne bom posploševal za vse ostalo. Zdaj, po 10 letih, če smo začeli zaradi tega, ker je bila na natečaju slaba izkušnja, smo rekli, ok, pa probamo po 10 letih delovanja spet pristopiti na arhitekturne natečaje, predvsem zato, ker meniva, da jih rabimo, da jih je absolutno premalo in veva, da se manj kot 1% šol v Sloveniji zgradi preko platforme natečaja in vse ostalo je javno naročanje, kjer prednjači najnižja cena. Torej, z najnega vidika pomembno, da se udeleživa absolutno vsakega in niti ne toliko sam, da bi probal to zmagati, čeprav je to vedno fajn, ampak da predvsem pač probava provocirati, delava drugače, delava včasih tudi izven konkurence, če je treba, se pravi, dava tudi finančni vložek za ideje, in pa pač, da je to tudi nekako pomemben kanal za ozaveščanje arhitekturne strokovne javnosti. Kar se tiče pa komunikacije, sva se pa zdaj majčkeno odmaknila od teh klasičnih arhitekturnih revij in več komunicirala in z delom, radiom, podcastom, OHS festivalom, intervjuji, se pravi v bistvu platforme, ki dosežejo veliko širše občinstvo, predvsem pa, ko pa želiš provocirati kakšne politike, greš pa seveda na Twitter, čeprav menim tudi, da samo bevskanje po teh socialnih omrežjih ni najboljše, ker se pravzaprav nobenega več ne sliši, tako kot je rekel zadnjič profesor Dolar. Tako da na tem mestu bi tudi zaključila. Hvala za povabilo, pa predajam besedo ostalim sogovornikom. Hvala za pozornost. Super, zanimivo. Kot rečeno, vprašanja bomo zastavljali vabim tudi publiko, da si pripravi, da se napiše vprašanja in bomo potem porabili za debato. Naslednji pa so Prostorož, kolektiv. Mislim, da bo predstavljala Alenka. Ja. Tako da izvoli, Alenka.
Hvala za besedo, hvala Matevž za zelo lepo uvod, ker si res zelo na kratko povedal, imam dostikrat težave čisto na kratko razložiti, kaj počnemo, hvala. Pa še Zalo, da jo pa ne vidim, naša Zala je tudi z mano, pa bova pol tudi v debati obe sodelovali, no. Tako da jaz pa imam prezentacijo in bi zdaj kar delila. A se vidi zdaj to? A je tako v redu? Super. Super. Tako pač, ja, kot je Matevž že lepo uvod naredil, v bistvu imamo pri Prostorožju že nekako od ustanovitve naprej eno arhitekturno nalogo. In ta je povezati ljudi z javnim prostorom in pa povezati ljudi med sabo preko javnega prostora. In ta javni prostor je bil pa tudi od nekdaj že zelo povezan z ekologijo, že zaradi promet, interakcije s krajino, zelenja, zaradi urbanih ekosistemov. In v bistvu to so teme, ki nas preko javnega prostora že ves čas nekako pač imamo to obsesijo in mislimo, da se na tem področju še zelo veliko da narediti. In nekako, da bi uresničili to poslanstvo, se v praksi naše naloge pa zelo spreminjajo. Z intervencijami, začasnimi projekti smo začeli zato, ker smo želeli ljudem dati moč in priložnost, da odločajo o svojem prostoru. Predvsem pa tudi smo želeli ustvariti priložnosti, da ljudje ta prostor nekako na en drug način doživijo, da doživijo potencial tega prostora in da se potem tudi na podlagi lastnih izkušenj nekako odločijo, kaj si recimo želijo. In seveda pri naših projektih se pa 17 let prakse, seveda se spremembe dogajajo, in v zadnjem času res damo veliko poudarka na neko vzdrževanje, na neko ponovno rabo materialov, ki jih v prostor postavljamo, seveda, če so to začasne, že zmeraj so bile low budget, vedno smo pazili, kam pa bo potem to šlo, tako na to dajemo nekako mogoče v zadnjem času še več poudarka. In tle mogoče tudi se navezujem na Svetu Meze zdajle, s to temo je pa arhitekturni projekti in ko si ti mi smo društvo, organizirani kot društvo že vseh 17 let in nekako imamo ta privilegij ali pa to srečo, smo neprofitni, delujemo v javnem interesu na področju prostora in je v bistvu 80% naših projektov nima naročnika. Mi v bistvu te projekte sami iniciramo in to nam ponavadi da veliko prednost v bistvu. To nam da prednost, da v bistvu se res ukvarjamo s tistim, kar se nam takrat zdi bistveno in z orodji, ki se nam zdijo za tisti projekt ali pa tisti problem ali pa izziv bistvena. In lahko rečem, da nekako zadnje 2 leti, po teh 15 letih smo postali toliko prepoznavna praksa, da v bistvu zdaj imamo veliko naročnikov, to so občine, ki nekako od nas tudi že pričakujejo projekte, v katere nekako tudi mi verjamemo. Nismo potem prisiljeni, ne vem, biti ali pa tudi, ne vem, trenutno eno občino smo že 5 projektov zavrnili, ker nekako ne grejo v isto smer, pa se skozi menimo, kjer bi bil tisti pravi projekt, ki bi naslovil tisto problematiko, s katero se želijo ukvarjati. Tako da nekako imamo na srečo malo zdaj tudi te svobode. Ena taka pomembna tudi mogoče sprememba, se je zgodila tudi pač korona, moram jo omeniti, zdi se mi, da je nekako kar zasenčila vse ostale družbene probleme in kar naenkrat se je na en tak potenciran način pokazalo to, kar res mi že dolgo nekako verjamemo pa opozarjamo, da so pomembni vsi javni prostori, vsi zunanji prostori, ne samo, če govorimo, ko rečemo javni prostor, smo ga prej razumeli kot park, trg, v UPN-jih je napisan površine za rekreacijo. Ne, to so v bistvu tiste površine, kjer živimo vsakdanje življenje. In kvaliteta življenja je višja, če imajo ljudje več možnosti, da so zunaj. In zato se mi zdi, da je treba javni prostor nujno treba urejati za lokalne prebivalce, potem pa za vse ostale. In tako v bistvu zdi se nam tudi fajn, da je ta korona prinesla to, da tudi nek ta besednjak boljše razumljen. In
Zdaj, ker govorimo o orodjih, bi pa mogoče, seveda, mi skozi trdimo, imamo tudi nekaj več predavanj, da v bistvu res arhitekti imamo ful veliko več orodij, kakor pa projektiranje, za to, da bi naslavljali prostorske izzive. In tako, zdi se mi, da lahko jih naslavljamo začasno intervencijo, lahko napišemo dobro projektno nalogo, ker ste Svet vmes omenjali, da so slabe. Mi dobivamo zdaj priložnost in se mi zdi to ena taka super priložnost, kaj spremeniti malo preden pride do natečaja. Ali pa z razstavo, z raziskavami, s pogovori, z osveščevalnimi akcijami. In tule me sam na sliki pač tako najbolj plastično mogoče ta projekt pokaže. Vidimo Bohinjsko Bistrico, železniško postajo, pa tamle hotel na desni strani vmes, tukaj številka 2 je 5 stavb bivšega gradbenega podjetja Bohinj, zelo je bil znan po dobri mizarji, so bili, Rusko kapelico so prenavljali, no in potem je šla 2017 to podjetje v stečaj, občina je na srečo kupila vse te objekte, ampak seveda takoj razpis, arhitekturna preveritev, dajmo vse poročati pa stanovanja. V tistem času smo nekako prek enega projekta prišli v občino in nekako se je govorili, dajmo nekaj na tej cesti, kaj sploh naloga, kje bi lahko sodelovali, in mi smo močno verjeli, da v bistvu te objekti so uporabni, saj so pač 2 leti nazaj se šele izselili ljudje ven, zakaj bi jih zdaj podirali. Tako da moram reči, da ta naša orodja tekom 1 leta pa pol so bila delo z zaposlenimi na občini in tako nič, nobene slikce nimam za pokazati, nikjer se nismo slikali, smo pa zelo veliko presedeli na občini v pisarnah in pa seveda s prebivalci, z turizem Bohinj, z manjšimi podjetniki, obrtniki, oblikovalci, ki živijo v Bohinju, delajo v svojih garažah. In nekako rezultat po teh letu pa pol je, da je v bistvu 70% teh prostorov, ki ful veliko tudi neogrevanih, zelo so v slabem stanju, ampak so oddani in so v uporabi in v bistvu zdaj nekako prav te dni delamo na eni nalogi, kako pa se pa približujemo projektiranju, kako zdaj s temi ljudmi, ki so tukaj noter, prostore izboljšati, kako jih nameniti še drugim, ki si tudi želijo priti. In tukaj imamo zdaj 24 recimo zaposlenih, ki hodijo na Bled. In sam kot ilustracija orodja arhitekture. Tako da nam tle predolgo grem naprej na nekako naše začetke ali pa našo organizacijo, kot sem že povedala, smo društvo, smo pa, jaz sem tudi pač sem arhitektka z štemplom, tako da ja, in v bistvu preden o sami organizaciji, preden smo nekako začele ali pa se zbrali ali pa začele tako delati čist nekako iz svoje lastne volje in želje, smo tudi dobro razmislili, kakšno organizacijo, kako se že, imeli smo recimo izkušnje iz drugih birojev in slovenskih in tujih in danes mi je Zala zelo dobro rekla, da je ful vesela, da sem iz avstrijskega biroja prinesla Excel tabelo za ure vpisovati, ne pa hierarhije dela. Tako da to se mi zdi, da najbolj ponazori, no, da smo se odločili, v bistvu, kakšno kulturo hočemo spodbujati in z našo prakso navznoter in tudi navzven. In v bistvu, kaj hočemo početi, nočemo biti noter, hočemo delati z ljudmi, hočemo biti zunaj, hočemo biti na terenu. To so bila neka izhodišča in zakaj naš biro je pač nekako organiziran okrog 3 vrednot. Ena je zelo pomembna, zaupanje med sodelavci. In druga je želja po učenju in razvoju novih kompetenc, tako da je vsak, ki je del tima, zdaj nas je 6, tam do 8 nas je največ, pa 5 najmanj, no, nekako. No, tretja ta vrednota je pa spoštovanje drugih, pa njihovega dela. In naši novi sodelavci, ali pa tudi mi se želimo učiti ves čas, nobena naloga nam ne sme biti pod nivojem, danes smo tole zbirali. Naja je šele ful malo časa pri nas, zato ima pivo, drugi imamo pa vsi resna orodja. Tako da pač in od tega, da sedimo na sestankih, do tega, da ričemo, do tega vsak pač vse dela, seveda pa znotraj tega zaupanja pa spoštovanja pa probamo graditi vsak svoje kompetence. Zala je za komunikacijo, ne vem, jaz, če so vprašanja za promet, sem jaz. Če nekaj treba zelo dobro oblikovati, je Maša, pa Vesna, pa tako v bistvu tudi
tam, ko se nekdo vidi, tam se tudi izobražuje, izpopolnjuje in tako se potem naš tim tudi nekako skupaj gradi. In kar hočemo nekako, da smo pa na izobraževanjih, ja. To moram povedati, da v bistvu naša ekipa pač še kar interdisciplinarna, jaz sem arhitektka, ampak pol nas je arhitektov, pol je družboslovcev in zaradi tega tudi v bistvu izgledajo naši arhitekturni projekti, ampak izgledajo tako, kot izgledajo in kdaj tudi ne izgledajo čisto arhitekturni. In pač zato, ker izhajamo nekako iz različnih strok, pa tudi zato, ker nas vedno zanimajo nove stvari, kdaj tudi projekte začnemo, ker se hočemo novih stvari naučiti. Zelo spodbujamo izobraževanje, recimo tudi med nami, mi imamo en tak intern dogovor, da vsak član ekipe ima možnost enkrat iti tudi v tujino pred korono še na eno izobraževanje, to izobraževanje se tudi krije. Ta korona, ki sem jo že omenila, nam je pa zdaj eno super stvar prinesla, vsa izobraževanja in tujina in pri nas nam je tako hitro na voljo. Povsod, vse se je preselili na splet, eden pogleda in reče, da je še drugi pogleda. Tlele je ena naše interno komunikacijsko orodje Slack, kjer vidite dogovor, da način, kako bomo jutri Oris spremljali v biroju, tako da bomo vsi pač lahko malo poslušali, čeprav nimamo vsi časa skozi poslušati. In po drugi strani se mi zdi en tak odnos, poskušamo, ali pa saj pač tudi delamo na tem, da ga res vzpostavljamo tudi z drugimi organizacijami, podobnimi v Sloveniji, da si pač čist iz zaupanja menjamo orodje, menjamo, ne vem, znanja, ne vem, neke stvari, karkoli in tako poskušamo tudi s podobnimi organizacijami v tujini. V tujini imamo predvsem zelo dobre navezave, lahko rečem pa na enem področju, ki jih pa pri nas nimamo toliko, z raziskovalci, z, ne vem, Univerza na Dunaju ali pa z ljudmi, ki delajo nekako v teh mestnih službah, na Dunaju konkretno tlele. In te prijateljske vezi se mi zdijo zelo, zelo dragocene za v bistvu našo redno prakso. Na eni strani delujejo tako, da če smo v eni stiski, pa kar pokličemo, pa rečemo, ko pa vi to rešite, pa tako dobimo feedback, ali pa recimo, če mi peljemo 5 mest, 5 občinskih uprav na Dunaj, nam oni zastonj naredijo program, zato ker vejo, da ta prijateljica Ivon, ki je na univerzi zaposlena, pa pripelje potem študente njene, pa jih mi cel dan tukaj vozimo. Zdaj spet za eno tako, to je tudi taka ekonomska recimo kategorija malo, no, kako pridati tudi do več znanja, do več sodelovanja na en tak na zaupanju temelječ način. Zdaj, če grem na komunikacijo, zelo veliko investiramo v komunikacijo, predvsem zato, da bi boljš projektirali in ne toliko zato, da bi promovirali projekte. Seveda pa nam je pa pomembno tudi osveščanje, to prostorsko osveščanje, ker nekateri projekti so samo temu namenjeni, a ne, in lahko rečem, da nekako naša komunikacija na 2 nivojih poteka. En je predstavljanje projektov javnosti, to so pač tele zlikane podobice, lepe zgodbe, besednjaki, da so vsem razumljivi, verjetno jih tudi poznate, in pač to namenjeno osveščanju o prostorskih tematikah. Potem je pa ena druga stran, kateri posvečamo pa veliko več časa, veliko več energije gre v to in bistveno več skrbi. Ta nivo pa ni viden, ni privlačen za fotografirati, je pa za nas zelo pomemben. To je komunikacija s prebivalci, z lokalnimi podjetniki, aktivisti, občinskimi uslužbenci, odločevalci, ker te imajo pa ponavadi zelo, zelo velik vpliv na to, kako bo javni prostor naslovljen v določenem kraju. In nekako pri tem ne delamo velike razlike. Tole recimo slika ponedeljek, Solkan, 3 ure pa pol vzala, ali koliko zamudile sva policijsko uro, blazna debata. Super inpute nam je dala za to, kaj bomo tukaj počeli, to je bil naš prvi stik zdaj z Solkanom, no, ko začenjamo nek projekt in je srečanje krajevne skupnosti. Tako da v bistvu tle spet vidimo komunikacijo kot eno od pomembnih orodij in recimo lani smo štartali en projekt Vroče točke, kjer smo Ljubljančane spraševali, kje jim je v Ljubljani vroče.
Tle je šlo pa izključno v bistvu orodje komunikacije, je v bistvu sredstvo celotnega projekta. Tako da je to za nas tudi ena taka pomembna komunikacija in nekako sam, če mogoče malo tako povzamem ali pa zaključim, da mislimo, da imajo tako, kdaj kar velja ljudi ne razumejo prostora, ampak mi pač verjamemo, da imajo veliko intuitivnega znanja o tem, kaj deluje, kaj ne. Sploh, ko prideš kot nek tuj v eno lokalno okolje. In v bistvu tudi, če nam kdaj kakšne te ideje pa uporabe niso všeč, je naša naloga v bistvu, da jih razumemo in da jih znamo prav interpretirati in prenesti nazaj v prostor. In meni se zdi, da prav zato so ta neka nova orodja, ki jih uporabljamo, zelo, zelo primerna. In prav je, da to situacijo razumeš in s tem lahko dobiš ful dobrih inputov za načrtovanje. Zdi se mi, tole sliko sem mogla pokazati, ker moram pa še naslednjo. In ta je v bistvu v Idriji smo 15 lokacij probali, kje bi ljudje sedeli, začasna intervencija za 2 meseca. Tlele se je zelo dobro videlo, da bi bilo mogoče bolj, če ne bi te klopce postavili, kar je že bila. In v bistvu moram pa tudi s tem zaključiti. Lakaton Vazal, Bordojski trg in čestitke na trgu, kjer niso nič naredili. Tako da se tudi cenimo pač neke te odločitve in tudi v njih zelo verjamemo. Hvala. Zala, imaš kaj za dodati? Zala, unmute. Ne, Alenka, super si bila, bom potem v debati kaj dodala. Da sem vsaj hotela, da me pohvališ. Ja. Ok, super. Super, predlagam, da nadaljujemo v tem slogu z javnimi prostori, samo da tokrat gre za parke. To pomeni, vabim Urško Didovič in Katjo Štacin iz skupine Pazi park, da imate svojo prezentacijo. Potem se bomo pa po mojem še veliko pogovarjali o javnih prostorih. Ja, bo šlo? Evo, sta že redi. Super, ja. Hvala za te predhodne zanimive prezentacije. Živijo in lep pozdrav še z najine strani. Sva Urška in Katja, sva najmlajši članici društva Pazi park. In kljub temu, da sva danes le najmlajši članici, vsi v društvu stremimo k skupnemu cilju. Že večkrat izpostavljen ključen problem prostorskih načrtovalcev je ta, da je prostor omejena dobrina. In pač prostor je tudi ta odraz družbe, ki upravljajo z njim. In danes, ko se spopadamo s številnimi izzivi, ki so širše narave in obsegajo prostorska, socialna, ekonomska, okoljska in kulturna vprašanja, moramo nanje odgovarjati vsi, na vseh ravneh. To pomeni, da moramo naše celotno delovanje gledati povezano in pa soodvisno in stopiti skupaj in skupaj končati v bistvu in spopasti se s temi izzivi. Tako lahko naslednja. Tole nepredvidljivo obdobje epidemije virusa COVID-19 nas je vse skupaj nekako postavilo v ta položaj, da smo bolj začeli tudi razmišljati o prostorih okoli naših domov, ker okolica doma je namreč v času, ko je večina tudi šolskih igrišč zaprtih, postala edini tisti prostor, kjer se otroci lahko igrajo. In pa v naslednjem prikazu je tako ta prostor v stanovanjskih sosedskah tisto stičišče, kjer se utrjujejo močni sosedski odnosi, tako med odraslimi kot tudi med otroci. In s tem prostorom moramo tako upravljati načrtovalci skupaj z uporabniki prostora in moramo razumeti, da so oni del prostora in prostor je tudi del njih in njihovih dnevnih doživetij in aktivnosti. In to je tudi ključen del naše prakse. Na naslednji slikci. Naše skupinsko delo. In razlog za to skupinsko delo je sigurno, zaradi tega skupaj pridemo do boljših rešitev, do bolj trajnostnih rešitev, ki se razvijajo skozi konstruktivno debato in ob soočanju različnih utemeljenih pogledov na prostor. Ko govorimo o prihodnosti, pa v resnici nihče nima zares pravega odgovora na vprašanja, ki jih prinaša. In ravno zaradi tega moramo vsi skupaj stopiti in iskati ta vprašanja in soustvariti, torej skupaj odgovarjati z našimi znanji, kolikor lahko pripomoremo. In z vključevanjem bodočih uporabnikov je pa tudi velika večja možnost, da bo rešitev v prostoru in pa projekti, da bodo v resnici zaživeli.
Ukvarjamo se z vsebinsko zelo zanimivimi projekti in radi sodelujemo tudi mednarodno. Predvsem pa se pridružujemo projektom, v katere zares verjamemo. To počnemo predvsem izven našega delovnega časa, predvsem zaradi tega, ker se vsi člani nekako zavedamo, da lahko z majhnimi koraki dosežemo velike spremembe. Do teh projektov pa vedno pristopamo celostno, kar nam, krajinskim arhitektom, narekuje že živ material, ki ga umeščamo v prostor. Predvsem, preden pa začnemo oblikovati, je pomembno, da analiziramo območje, tako naravne kot kulturne danosti. Kar pa nam te analize ne pokažejo, je pa ta odnos uporabnikov do tega prostora. Zato je zelo pomembno, da njihovo vključevanje damo že v začetnih fazah projekta. In glavni pristop k našim projektom je torej sodelovanje z lokalnimi deležniki, na katere projekti vplivajo posredno ali pa neposredno. In pri nas so predvsem v ospredju otroci, pri katerih smo tudi uporabili eno zelo zanimivo novo prakso. To je uporaba kamere, kjer otroci z njo posnamejo sebe in svoje prijatelje in skupaj raziskujejo svojo okolico in nam podajo svoje znanje. In rezultat tega je pokazal veliko sproščenost otrok in pa njihovo bujno domišljijo, s čimer smo potem tudi mi prišli do novih idej za oblikovanje prostorov za otroke. Pri tem pa tudi ne smemo pozabiti na starše in ostale uporabnike prostora, kar pa ni pravilo samo za nas, krajinske arhitekte, ampak tudi za arhitekte in pa ostale prostorske načrtovalce. Tako moramo k vsakemu projektu pristopati pripravljeni, da se tudi sami kaj novega naučimo. Pa bi kar pokazala en izsek iz tega primera, prakse, kako izgleda ta kamera na delavnici osnovne šole Vrhovci. Meni drugače vse v redu, sem mogoče malo preveč soropa razmaja. A se ti zdi, ali imate radi peskovnike? Ne, pesek. Ne. Primer, da bi imeli skupaj en adrenalinski park, ampak tudi bi bilo med drevesi, a ne? Smo na igrišču za dvema ognjema, to igrišče uporabljamo za dvema ognjema. Ok. Potem velik del ozaveščanja izhaja že iz te metode dela, kjer vključujemo javnost. Tako se že pred začetkom in med samim projektom ozavešča ljudi, tudi če potem niti ne sodelujejo z nami več. Prebivalci tako spoznajo, da imajo oni tudi eno besedo pri oblikovanju prostora, v katerem oni sami živijo. In to je predvsem tudi dvosmeren proces. Oni se od nas veliko naučijo in tudi mi se od njih ogromno novega naučimo. S takšnim pristopom želimo preseči dela, kjer ima stroka ponavadi vedno glavno besedo. Tudi projekte želimo poimenovati čim bolj domiselno, z naslovi, kot so na primer igrače malo drugače, igriščece v luknji, otroci živijo mesto in podobno. Ideje takšnih dobrih praks se potem hitro širijo v družbi. Drugače pa se naše aktivnosti o pomenu in vrednosti odprtega prostora v mestih kažejo tudi skozi razstave, dogodke, posvete, urbane intervencije in ostalo. Veliko komunikacije pa poteka tudi prek teh družabnih omrežij, kot so Instagram, Facebook. Vse projekte in publikacije lahko vidite na spletni strani pazipark.si in pa posnetke si lahko ogledate na YouTube kanalu Pazipark. To bi bilo pa iz najine strani vse za društvo Pazipark, pa upava, da sva nekako povzeli tematiko vprašanj in se tudi zahvaljujeva za povabilo na ta dogodek. Super, hvala. Matevž, a boš ti začel z nekim povzetkom? Hkrati še enkrat vabim na publiko, da se javlja za vprašanje, lahko nam jih tudi natipkate, tudi na socialnih omrežjih, če nas gledate, nam lahko natipkate v komentarje, pa bomo prenesli vprašanja. Ampak verjetno bova poskušala narediti neke zaključke, Matevž. Ja, absolutno. Mislim, da je bilo zelo veliko zanimivega povedanega.
Nekaj, kar sem jaz razbral iz vseh treh predstavitev, je, da je komunikacija skozi bolj pomembna, ampak ne ta komunikacija, kjer široki javnosti predstavljamo svoje izgotovljene projekte, ampak ta komunikacija, ki je v bistvu nek del procesa projektiranja ali pa razvijanja projektov, se pravi komunikacija z uporabniki, komunikacija z prebivalci, komunikacija z drugimi deležniki, z odločevalci, z zaposlenimi v različnih upravah, bodisi občinskih, bodisi šolskih. In tlele smo videli, mogoče, ali pa slišali v vaših prezentacijah o različnih pristopih k tej komunikaciji. Po eni strani Ana in Jure sta razlagala, kako so se na sistematičen način lotili kontaktirati, če sem prav si zapomnil, kar 81 šol in iz tega pripravili en širok nabor podatkov za delo, ki je koristen bil ne samo za biro, ampak za druge tudi za naprej. Prostorož smo prav tako slišali, kako in ste zelo izpostavili, kako je ta del komunikacije pravzaprav pomemben del vaše prakse. In PaziPark pa ste v bistvu s tem snemanjem z otroci s kamero, tudi to je bila neke vrste komunikacijska aktivnost. Zakaj mislite, pa mogoče to kar vsak posebej odgovori, zakaj ta komunikacija postala pomembnejša, kot je bila nekoč? Ali je bila že od nekdaj tako pomembna, pa je samo noben ni tako resno jemal, kot jo danes jemlje? Mogoče Zala, ti lahko začneš najprej. Sem pričakovala, da bom jaz na vrsti. Mislim, jaz mogoče edina v tem panelu nisem arhitektka, jaz sem komunikologinja, tako da to je čisto voda na moj mlin. Jaz mislim, da v vsem tem času, pa tudi jaz sem že na Prostorožu skoraj 10 let, v vsem tem času, ko sem se jaz spoznavala z arhitekturo in urbanizmom, ko spremljaš, kako neki konvencionalni projekti, ki naj bi bili namenjeni javnosti, ki naj bi služili javnemu dobremu, kako nastajajo, kako poteka debata okrog tega, je v bistvu mene velikokrat groza, koliko malo časa in energije se nameni komunikaciji. Tako s končnimi uporabniki, kot z vsemi deležniki, ki bodo nekako imeli ali pozitivne ali pa tudi negativne učinke projekta. Tako da jaz to vidim kot res ne samo izrazito pozitiven premik, ampak kot nekaj, kar je bilo absolutno nujno. Še kdo? Urška? Jaz mislim, da sploh s takimi posegi, kakor je komunikacija, s tem se mi približamo ljudem, s tem mi prostor približamo ljudem, da ga bolj naredimo domačega. In s tem ga v bistvu oni že nekako posvojijo in vzamejo za svojega, s tem, ko jih mi recimo z našimi projekti v društvu PaziPark vključujemo že v začetne faze. Oni nam tukaj tudi povejo tisto, kar mi ne moremo recimo prek analiz, recimo iz spleta ali pa iz nekih drugih virov zaznati kakšne neoprijemljive stvari, kakor je bilo recimo v Celju. Igriščice v luknji, ta izraz je v bistvu že od njih izhajal, tako da smo ga potem samo še enkrat na novo uporabili, ker se je pri njih že prijel. Tako da se mi zdi ta komunikacija res izključen dejavnik, da dolgoročno potem tudi prostor iz vidika prostorskega načrtovanja, da zaživi. Jaz bi tudi tukaj mogoče še dodala našo izkušnjo, da pač enostavno tudi zdaj imamo en tak primer,
kjer se naročnik, ki se bo mogel recimo soočiti z arhitekturnim natečajem za novo šolo, absolutno sploh ne zaveda in sploh ne ve, kako naj pristopi k oblikovanju programske naloge. In ne gre samo za to, da ti to nalogo pač kot zbornica za arhitekturo in prostor daš enemu arhitektu, ki jo naredi v urah za, se pravi, nek znesek. Stiska se pojavlja predvsem v tem, ko pač te želje, ta vizija, ta komunikacija se prvič ne zgodi sploh znotraj inštitucije te šole, se pravi, delamo programske naloge za inštitucije, ki se niso pogovorile, kakšno vizijo določene šole sploh želijo. To se mi zdi prvi problem, se pravi, da ni najprej interne komunikacije med vodstvom šole in vsemi pedagoškimi delavci in potem ta, recimo temu bi lahko rekla neka faza nič. In to so, recimo v Nemčiji dela to Montag Stiftung fundacija, to je lahko participatorni proces, kjer ti dijake, pedagoške eksperte, vodstvo, lahko tudi ministrstvo, druge inštitucije, pravzaprav povežeš in pelješ čez proces, da narediš tailor-made programski brief za šolo, za način poučevanja, ki ga ta inštitucija želi upravljati. In meni se zdi ta faza ključna in bi na nek način mogla biti financirana, preden sploh neka inštitucija pristopi recimo do zbornice in zahteva programsko nalogo, ki je pa seveda spet preoblikovana v seštevek prostorov A, B in C in kjer se ponovno pojavlja definicija vseh podprostorov na tak in drugačen način. Ta komunikacija je ključna in se mi zdi, da se je pač spremenila, ker arhitekt ni več ta demiurg, ki bo pač s prstom pokazal, kako stvari bodo, ni neka taka avtoritarna oseba, ampak je predvsem nekdo, ki prevaja prostorske probleme, ki prevaja, kako se sploh prostor bere ljudem, ki se pač tega skozi svoje življenje niso izobrazili. Mi vemo, da imamo Slovenci izrazito nizko prostorsko izobrazbo, kulturo, da smo prepričani, da lahko vse zgradimo sami. In zato tukaj mi igramo še eno drugo vlogo, ne samo tistega, ki nariše in je popolnoma v nekem svojem abstraktnem prostoru in nima nobenega kontakta z življenjem, s tem lived spaceom, če uporabljamo Lefebvretov izraz, spravo, da si absolutno brez kontakta do ljudi, do materialov, do pravzaprav obrtnikov, ki ti pomagajo narediti ta tvoj vrhunski izdelek. Tako da zame je to ključen moment in tudi mi se konstantno vračamo na gradbišča in konstantno se soočamo s projekti odprej. Ni nekaj, da oddaš in te tja več ni. Tako da ne vem pa zdaj točno, specifično, v katerem času se je ta vloga začela spreminjati. Ne vem. Meni v osnovi se mi zdi pač ta komunikacija, predvsem iz tega nekako spet potrebna. Mislim, da smo, že rečem za arhitekte, nekako v zgodovini pač neko vlogo kot precej samoumevno jemali pač kot nekoga, do koga ljudje nekako pristopijo, ga cenijo, temu tako rekli. V bistvu smo pa tekom zdaj pa mogoče bližje, ko je, bolje to jasno, izgubili to neko povezanost, nekako smo se v bistvu izključili. In v bistvu mislim, da je to treba spet nekako to pa ne bom rekel vpliv arhitekta, ampak prisotnost arhitekta spet nekako spodbuda tudi v oblikovanju prostora, šol, javnih inštitucij in tako naprej. In tudi nekako, če rečemo tega, podati roko tudi drugim strokam, da se spet nekako upeljamo ne na nivoju projektantov, elektro in tako naprej, ampak čist, ne vem, do pedagogov, do sociologov in tako dalje. Ostalih strok, s katerimi lahko narediš ti boljšo šolo, boljši park, boljšo, nekaj, kar se dejansko odziva na potrebe, ne pa, ja. No, če mogoče lahko se kar na to navežem, se mi zdi tako, da vsi trije govorite zelo podobne stvari in sicer o temu pomenu javnega prostora, ampak ne v tem klasičnem smislu, ampak vsi trije govorite o tem, kako se prepleta pri tem javnem prostoru javno in zasebno. To je en zaključek, ki ga lahko potegnemo mogoče. In pa vse tri prakse, ne glede na to, s čim se ukvarjate, mogoče govorite o tem, o neki frustraciji s svojo lastno disciplino in
o nekem poslanstvu, ki ga kot arhitekti upravljate pri tem, da ozaveščate. Vse tri skupine ste uporabljali besedo ozaveščanje in pa poslanstvo, ko ste govorili o svoji praksi. Tako da to se je meni zdelo zanimivo. Pri komuniciranju oziroma pri tem načinu komuniciranja ste pa prav tako govorili o javnosti, o vključevanju uporabnika v svoje načine, kako dosegati širšo publiko. To pomeni, naročnika tukaj v bistvu v vaših organizacijah ni. Naročnik je nekdo, ki ga vse tri prakse nekako postavljate same si delate, si pišete naloge svojega dela. To je bil meni recimo zelo zanimiv tukaj nekako odmik od neke klasične prakse, ki dela za naročnika. Jaz nimam niti takega vprašanja, ampak zanimivo mi je pač to, da recimo, če se mi kot Center za kreativnost ukvarjamo z nekim ozaveščanjem kreativnega sektorja, kako biti bolj posloven. Zdaj, kje je ta posel v teh primerih? Kaj je zdaj ta posel? Okay. Kaj sem se spomnila? Kuča posel. Rekla. Posel je vse, saj pač vsi živimo od tega. Se mi zdi pomembno, da poslanstvo pa ozaveščanje, pa to je posel. In to je arhitektura. Meni se zdi, da je to tudi arhitektura, da ni arhitektura sam graditi, saj danes nagrada to pokazala, ta glavna. Tako da in od tega, saj nas še zmeraj skozi sprašujejo, a od tega se da živeti. Ja, da se živeti. In zelo dobro se živi, zato ker veš, da nekaj delaš, kar te zelo veseli. In ker verjameš v to. To predvsem se mi zdi pomembno. Si predstavljam, da v bistvu, vsaj v mojem primeru gre za to, da so vrednote malo drugače nastavljene. Jaz sem tudi mnenja, da v bistvu, če bomo hoteli kot človeštvo preživeti, bomo mogli te vrednote nastaviti na širši ravni. Če bo v nedogled na prvi točki nek dobiček, kapital, posledično to edino zagotavlja neskončna rast, ki pa vsi nekako vemo, da je nemogoča in posledično neko pahanje za tem tudi ni smiselno, in nas ne bo prav pripeljalo. Tako da v bistvu posel. Jaz mislim, da posla definitivno ne dojema vsaj midva kot nek neskončen dobiček, ampak tako, da se preživeti, pa super bi bilo, če bi se dal to še malo bolje živeti, ampak ni pa to zdaj tista stvar, ki je na prvem mestu ali pa na pedestalu, da zdaj pa ne. Da se živeti in dejansko še komu drugmu omogočiti delo. Se pravi, vedno vprašajo, plača v arhitekturi je, v arhitekturi je veliko dela, seveda je potem tudi iz tega pride plačilo, absolutno. Ampak tako kot Prostorož, midva tudi nekako sva konstantno med 4 do 9 ljudi dela v tej praksi. In je primarno vodena skozi javne projekte, se pravi, mislim, da imamo več kot 80% javnih naročil. Jaz osebno izredno uživam v komunikaciji, zapletenih koordinacijah, kjer je ogromno ljudi, in absolutno težko delam s privatnimi naročniki, ker ne vidim tam nekega tazga blaznega polja za eksperiment. Tudi mislim, da moraš iti v zelo, zelo visok budžet, da lahko to narediš, oziroma ljudje niso z manjšimi budžeti pripravljeni toliko eksperimentirati z materiali. Tako da je teh naročnikov potem zelo malo, ampak mislim tudi, da se nekako bolj znajdeva s temi javnimi inštitucijami, lažje speljeva svoje ideje, tako bolj čisto. Jaz ne dojemam tega, nekak ideje bolj čisto speljeva, ampak želiš nek impact. Jaz ne vidim tega, da bo impact v tem, kako jaz naredim nekomu hišo tako velik. Ni to ni tisto, kar me pol nekako zadovolji za ves ta trud pa delo, ki ga vložiš. Zdaj,
pač tam bi moglo biti plačilo res dobro, naprimer, ne? Tako bi rekel, da bi tehtal to, ne? Medtem ko pa v javnih inštitucijah se mi zdi pa, da pač ta plus pač res dosežeš široko skupino ljudi, ne zavedaš se, da bo za določeno generacijo en tak prostor pač ratal normalen, da bo pač ratala normalna pravica, da si posameznik lahko poleg tega, da pač gre v šolo se izobraževati, hkrati ob tem tudi izbral nek svoj prostor, da bo normalno, da lahko v šoli tudi zaspiš, da malo počiješ, da nisi skozi našponan, da ni treba skozi sam frontalne oblike imeti, itd. Tako da to se nama zdi, da je pomembno, no, da pač, od takrat dalje je to postalo normalno. Zdaj, pa imam kuhno, ne vem, iz tega ali iz unega materiala, to pa nekako ni bila nikoli najna obsesija. No. In absolutno spoštujem prakse, ki jih pa pač to driva in se mi zdi, da je to izredno pomembno in da pač moramo imeti čim bolj heterogeno sceno, ampak pač to sam ni, kar je ta pač najna praksa, no, recimo, evo. Jaz mislim, da imamo mogoče, vsaj mi, pa si predstavljam tudi Svetomest pa Pazi park, da imamo mogoče eno tako malo schizofreno dojemanje tega, kdo je naročnik, ne. Saj v naših primerih mi včasih pridobimo sredstva za projekt ali pa nam to naroči kakšna javna institucija, v redkih primerih so to tudi zasebni naročniki, ampak takoj, ko se začnemo z enim projektom ukvarjati, je v bistvu glavni naročnik so končni uporabniki. In od takrat naprej ti v bistvu potem preklapljaš med temi budžeti, greš na roko naročniku, ki je prebivalec, ki je, ne vem, nek ulični prodajalec. Od te točke naprej se po mojem stvari začnejo malo zapletati v primerjavi z enimi konvencionalnimi praksami. No? Ja, ker sta zelo dobro rekla, ker nam recimo tudi tako nas najbolj gane, po mojem, tudi če bi, ne vem, več od teden za ston delala, ampak ko pol, ne vem, vidiš nekaj v Idri smo delali trg pred domom upokojencev in ga vidiš, da grejo pa oni zdaj lahko ven, zato ker tam ni več avtov, je pa to pomeni, da tako ful več, kakor pa zdaj, kjera točen klopca je mogla biti za to, da bi to dosegli, no. Tudi isto, pa seveda, enako, Ana, kot si rekla, tudi jaz cenim tudi dobro oblikovanje, ampak kdaj pač preprosto premalo sredstev, da bi do njega prišlo in potem se ti zdi že to, da je saj odprt ta prostor in da saj omogočaš uporabnikom in si rečeš, sej bo že pol še lepša klopca, ampak to je zdaj bolj važno. Tako, skozi smo tudi mi v tehnikih. V bistvu to so razmisleki, ne pa posel, kakor se sliši na denar. Ja. Jaz mislim, da imaš posel produkcija prostora. Produkcija prostora, ki ima ene visoke civilizacijske norme ali pa standarde in tako kot se je izpostavila, Ana je rekla, da je v bistvu to javno poslanstvo, vsi ste o tem govorili, da je javno poslanstvo poklica na nek način ves čas v ozadju, tudi kadar se sooča s kapitalom pa s privatnim naročnikom, z njegovimi težnjami. In na ta način je arhitekt neka javna institucija. Ne? In tako kot vi predstavljate svojo prakso, za vas so pomembni kazalci merljivosti, impact, tako kot je Jure rekel, pa verjetno tudi domet skozi to, kar počnete. Ne? Kakšen je domet te vaše prakse, koliko ljudi bo to še zraven potegnilo. Zato so se mogoče tudi tako obesil prej na to komunikacijo, ker se mi zdi, da to vendar je neka sprememba s prejšnjimi praksami, ki je zelo, ne vem, danes se meni to zdi tako logično, zakaj tega ljudje prej niso počeli na ta način, ampak so se zapletali v neke spore v projektih, ali pa v nekih že poznih fazah, ki je to lahko tudi zelo veliko stalo, ali pa so se stvari za dolg časa zavlekle. Se mi zdi, da v bistvu to razumevanje problema v osnovi na začetku, v prvem koraku, ne vem, v ničti točki bistveno. To se mi zdi ena taka pomembna
lekcijah vaših praks. Kaj pa te mreže, razvijanje mrež pa povezav, meni se to zdi tudi tako zelo pomembno danes. Ana pa Jure, sta rekla, da sodelujete v enem omrežju, kjer se pogovarjate o tem, kjer eni drugega spremljate. Mreža, če sem prav razumel. To je bilo 2015, že drugi Marie Curie Call, financiran na strani Evropske unije in na nek način so iskali tako imenovane Ventures Practitioners in ti si se pač svojo prakso nekako prijavil in potem so oni izbrali teh 40 projektantov, krajinarjev, umetnikov in te so potem skozi neko serijo simpozijev, ki so se dogajali 2-krat na leto, lahko pač se vpisali v določeno inštitucijo in nekako začeli doktorati iz reflektivne prakse. Nek tak podstat tega je Donald Schoen publikacija že z leta 1983, se pravi Reflective Practitioner. To je cela ta struja RMIT-ja, Richard Blight in ostali. In oni so pravzaprav prišli v Belgijo in tam se je prva skupina teh Belgijcev začela na tak način izobraževati, gledati, kaj delajo in mi smo že neka druga generacija. No, in teh arhitektov je pravzaprav v celem evropskem prostoru. Estonija je tak center, pravzaprav na nek način tudi Ljubljana je vključena, Aarhus, potem RMIT Barcelona, Irci, Angleži, Westminster, itd. No. In to je bilo v bistvu samo eno tako obdobje rasti. Jaz sem tudi takrat na fakulteti, sem se od tega umaknila, ker se mi je zdelo, da pač moram bolj razumeti neko lastno početje, kam sploh gremo in ne vem, skozi to sva seveda spoznala ogromno projektantov, pač po celi Evropi, ki smo še zdaj z njimi v kontaktu, ampak mislim, da ta neka razpršena praksa, ki smo že mi ugotovili v začetnih pogovorih, da je bil elastik mogoče en tak prvi začetek tega, od 90-ih, je zdaj po mojem nekaj zelo klasičnega. No. Mislim, da Prostorož ogromno komunicira s tujino, Svetomest ogromno komunicira s tujino, da to res Sveti Rank, to je ena taka majhna globalna vas, no, in se zelo vlečejo te vplivi, velike enih možnosti sodelovanj, pravzaprav tudi Future Architecture platform, ki je postavljen v Ljubljano kot center vsega, tako da možnosti so res neskončne, seveda se moraš pa pač ti sam v to postaviti, ti si moraš sam to želeti, ti moraš znati komunicirati svoje ideje, seveda znati tudi kakšen tuj jezik in tako naprej. No. In mislim, da je to izredna priložnost za mlade, nekaj, kar recimo naši, takrat six-packerji še niso imeli, je bil pač ta način, da prideš ven izredno težji. In zdaj pa mislim, da tujina nekako ni več tak tabu. Kaj je to dal tebi? Kaj si se ti z tega naučila? Vpliva na to, kar delaš danes? Naučila sem se, da še ogromno ne vem. Naučila sem se, da sem bolj tiho, da se manjkrat oglašam. Naučila sem se to, da mislim, popolnoma drugače zdaj predstavljam arhitekturne projekte, kar mislim, da je bilo tudi zelo očitno na dnevu arhitektov, mislim, da 2 leti nazaj, kdaj sem imela predavanje, ker mislim, da sem čas kazala samo pravzaprav cel fotoesej vseh teh naših analiz, teh bizarnih situacij, ker vem, da smo Slovenci na slovensko šolsko arhitekturo tako zelo ponosni. In mislim, da sem celo uro govorila pač čisto samo o deležnikih, o intervjujih, pravzaprav ena taka zelo debata že na robu, bi rekel, lahko arhitekturnega poklica. No? Ampak so bili nekako še kar presenečeni. Mislim, animacija so bili v bistvu tako realne fotografije, pa ne v smislu nekih takih norih zadev, ampak čist enega tazga povprečja slovenske šolske arhitekture stanja, kot je zdaj. Jaz mislim, da tudi jaz, naprimer, nisem bil tako direktno zdaj vezan na tujino, ampak v bistvu s temi kontakti vidiš, da določene probleme so nekje že imeli, pa so jih že nekako razrešili, pa lahko to apliciraš tudi pri nas. Po drugi strani pa istočasno vidiš, da
ne glede na to, da so v grobem problemi podobni, so pa rešitve zelo različne. Ali pa mogoče lahko neke prav bizarne specifike posameznih držav ti dajo neko iztočnico za kako bi ti videl nek način, kako probati nekaj spremeniti pri Sloveniji. Pazi park, vi ste se tudi lotali enih evropskih projektov. Kaj počnete in kaj vam to prinaša? Zaenkrat so v fazi, evropski projekti smo že vključevali razne, torej britanskega urbanista na posvet smo povabili, da nam je dal neke svoje izkušnje, tako da vedno nekako vključimo tudi letos, ki je bilo z tem prestopom na splet nekako vse bolj dostopno. Smo imeli tudi več tudi teh gostov na spletu, torej preko tega posveta. Zdaj sledijo pa tudi še drugi evropski projekti, ki pa trenutno so še v poteku, tako da o tem trenutno še ne moremo kaj preveč povedati. Jaz pa zdaj mogoče za zaključek, še eno vprašanje publike. Peter Bastiančič sprašuje, če se bolj dojemate kot producente prostora ali pa kot interprete narave in človekovih potreb ali pa aktivnosti v prostoru. Absolutno producer. Ja. Če želiš nekaj sproducirati, moraš najprej nekaj znati interpretirati. Ne? Tako da oboje, ampak primarno javni prostor je konstantno treba producirati. Ne? On obstaja kot neka pravna fantazma, javnega prostora kot tazga ni, on je sam simbol za našo demokratično družbo. Ne? In zato ga moramo skozi producirati. Vsi se moramo truditi, da ga konstantno produciramo. Super odgovor. Še kdo? Jaz bi mogoče dodala, da mi pa zelo zagovarjamo to, da javni prostor treba tudi konstantno testirati. Vemo, da pač z raziskavami, z analizami lahko pridemo do neke točke, ampak zelo velikokrat smo ugotovili, da pač je ljudem treba dati to izkušnjo, pa čeprav je začasna, zato da ugotovijo, a jim je ena rešitev mogoče sploh blizu ali pa ne. Tako da evo, interpretiranju in produciranju bi dodala testiranje. Še kdo? Ne? Zdaj za mene gleda. A si hočeš še kaj dodati? Prosim? Če si hočeš še kaj dodati k temu? Ne, se kar strinjam z Ano, kar se tega tiče. Mislim, da je nekako ključna vloga, jaz saj sebe dojemam kot pač nekega zagovornika javnega dobrega in pač iskanja nekega javnega prostora čist povsod. Pa če je to v neki hiši, bodi si čisto skozi zrcalo podobe te hiše, pa tega, kaj moram jaz gledati skozi svoje okno, ne? Pa v kakšni meri je to vpliv na mene, ne? Do tega, da nekje zagotovim nek prostor za posedanje ali pa tako naprej. Ne? In da v bistvu je to, da javni prostor je dejansko pač res odraz demokratičnosti nekega sistema. Okay. Vse tri prakse ste tudi veliko govorili o interdisciplinarnih pristopih, no, mogoče še to. Kdaj, na kakšen način vključujete, pač verjetno boste rekli na začetku projekta, ampak to je vseeno vprašanje, kdaj vključite druge prakse ali pa neke zunanje, eksterne sodelavce v svoje akcije, projekte? Kdaj jih že zato, da v bistvu najdemo pravo vprašanje?
Ja. Ja, tako na začetku, da v bistvu, mislim, blazno ti pomaga sploh pri oblikovanju projekta, to preizpraševanje zdaj s komorkoli, ali so to tam prebivalci, ali je občina, ali neko. Sam nisem nikoli tako pameten, kakor si lahko z večjimi skupaj. Seveda, če pa se mi pa zdi, da te komunikacije, mogoče, če smo pri nebi, jaz sem nekaj drugega, kar prej enkrat je bila malo tema, pa nisem čist, da je to pač eno blazno odgovorna aktivnost. Je tudi naporna, pač mi verjamemo v nopanem bolj za to malo manj, ampak tudi je zelo odgovorna. Ja, zdaj sem se spomnila, Matevž, ko si rekel, da v bistvu prej prakse niso bile take, bilo je zelo veliko iniciativ, nasprotovanj in ta so pustila posledice. In mi smo zdaj v bistvu probamo, mislim, to bo še 100 takih praks treba, preden bo to postalo normalno. Mi pač res zdaj 17 let orjemo ljudi, to je res dolgo. Ampak vsaka neka slaba praksa, vsaka neka slaba participacija pusti v bistvu na generacijah vtis. Pač nekdo se je enkrat udeležil slabega sestanka za neko sosesko, pa se ga pa ne več. Ne boš dvakrat. Tako da v bistvu je zaradi tega, lahko bi rekla na začetku, ampak pred tem se je pa treba še fejs pripravljati na takšen način boš vključil, kaj boš vprašal, kaj te zanima, kaj lahko ob tem, ko boš ljudi povabil in njihov čas porabljal, kaj bodo oni od tega imeli. In te stvari treba napolno prej razčistiti in to je veliko dela. In potem lahko te prakse ratajo. Ponem tako, ko vsi trije se mi zdi, da na isti način delamo, potem nam lahko te inputi nekaj prinesejo. Če ne, pač si lahko samo slabe volje, ker ni šlo. Ja, tako no. Jaz mogoče tisto, kar se meni zdi zanimivo, mogoče je to razlika tudi v delovanju društva, ki so, kar razumem, vi pač nekako zasnujete nek tak širši projekt, ker dobite pač neko financiranje, kakorkoli iz virov takšnih in drugačnih. Mogoče tam to malo drugače vse in lahko izpeljati. Jaz vidim, da pri nas je recimo čist problem to sodelovanje, recimo čisto vseh teh področjih, kjer bi si jih želel, če čist ilustriram, končno enkrat izvemo za nek dogodek, konferenco, pedagoško, ki organizira ministrstvo oziroma Zavod za izobraževanje, meni se zdi, Zavod za šolstvo, kjer je bil naslov, kako že, fizični prostor. Ja, nekaj o fizičnem šolskem. Ne, bilo je šolski prostor. Inovativna učna okolja. Inovativna učna okolja, in seveda midva entuzijastično, to pa je treba jeti, Mislim, da sem bil edini arhitekt tam, Tam so bili sami pedagogi in v bistvu govorili se ni praktično nič o fizičnem prostoru, ampak o tem abstraktnem učnem okoljskem prostoru. In zdaj kot dva ločena sveta. Verjetno bi imeli pa mi arhitekti pa konferenco o izobraževalni arhitekturi, na kateri ne bi bilo nobenega pedagoga. To je tista stvar, ki se nama zdi zelo zgrešena ali pa jo čutva, da jo manjka in nekako poizkušava z vsem tem backgroundom pa s temi case study pa s udejstvovanjem na šolah prideti do tega, da bi se ta kontakt spet nekako omogočil, vzpostavil, da ne bi ta specializacija pretirana, ki je mogoče šla do ekstrema, kjer smo zdaj vsak v svojem vrtičku, pa se v bistvu sploh ne pogovarjamo več med sabo, spet pripeljala do tega, da nekako spoznamo spet nazaj, da pa moramo sodelovati, če hočemo kaj spremeniti v takem večjem, širšem obsegu nivoju. Ker mi smo to že enkrat vse imeli, Se pravi, mi smo 54. imeli ta simpozij od stare k novi šoli, in od takrat dalje, in takrat so instigirali ta dogodek arhitekti, in povabili zdravnike, in so povabili pedagoge, in kar je bilo še dobro, oni so potem iz tega naredili publikacijo, jo prevedli v 3 jezike, se pravi, ima CIP številko, se lahko to drugi arhitekti na to referirajo, naredili so natečaj, iz tega sta išli vsaj 2-3 novi inovativni šoli, danes pa enostavno
tega prodora več ni. Ne? Se pravi, ministrstvo kot inštitucija organizira neke dogodke, povabi krasne predavatelje, tudi tuje recimo, ne? Smo imeli od Palasmaja do Herzbergerja, mislim, da leta 2004, ne? Ampak iz tega ne izide nobena tiskana publikacija, vedno je nek finančni problem, nismo sposobni nekako povezati več teh strok, oziroma če že stroka pride, je to vedno tisti nabor tistih 5-6 entuzijastov, recimo za to izobraževalno arhitekturo, ne? In to je problem, ker vse druge države, predvsem ta skandinavski mehurček, vedno vsako šolsko reformo programsko pravzaprav zapakirajo v nek fizičen case study, se pravi hiša, ki nekako postane fizična manifestacija tega programa, ne? In ona pomaga, lansira, promovira ta nov način dela, ne? In nama se zdi grozen, da pravzaprav zdajle je šel spet ven razpis po 10 letih, ne, za sofinanciranje v javne vrtce in osnovne šole v vrednosti 43 milijonov evrov, ki se bodo pač porabili tekom 4 let. Ampak ponovno so ta razpis vezali na dokumentacijo, ki je, pač na njej piše sicer letnica 2007, vsi vejo, da se je spremenila samo naslovnica in so pravzaprav za tem skrita pač pravila iz leta 68. Ne. To se nama zdi tako res vsakič znova zamujena priložnost in če pomislimo, da je tak razpis šel ven 10 let nazaj, ne, je to pravzaprav neodgovorno početje naših pač državnih inštitucij, no. Se pravi, da se ne zavedajo, da mi danes ne moramo pač funkcionirati samo z nekim frontalnim poučevanjem, da moramo pač omogočiti kompetence za 21. stoletje in pač tudi pri arhitektih ni mogoče bistven sam dizajn, ampak je proces bolj važen, se pravi designing, ne. Tako kot je rekla Alenka, mi arhitekti smo sposobni razmišljati o kompleksnih problemih, design thinking, ki omogoča reševanje nekih kompleksnih situacij, tudi v komunikaciji do deležnikov znamo iz tega narediti nek povzetek, se premakniti naprej, ne. Tako da se mi zdi, da je ta designing bolj pomemben pri izobrazbi arhitekta kot pa sam dizajn, čeprav je tudi pomemben, ampak če imaš oboje, še to bolj. Ne? A pa recimo vidva vidita v neki bodoči širitvi biroja tudi neko okrepitev strojimo, ali se vam zdi, da je pač biro Sveto mest arhitekturni biro? Tako čisto me zanima, kako si predstavljate to sodelovanje? Idealno bi bilo imeti v biroju tudi še predstavnika, ki bi pokrival te različna področja, ne, bodisi sociologa, pedagoga, antropologa, ne, pač, ampak to je seveda spet ta omejitev, ne, določena slovenskega trga, ki lahko to zadevo omeji, ampak na nek način že razmišljava v tej smeri naprej, kaj in na kak način bi do tega lahko prišlo. Prav zaradi tega, da se bolj podkujajo neki projekti, pa se bolj utemeljijo. Jaz mislim, da tukaj bo bolj na nek način, ne rečem tega outsourcanja, ampak mogoče bolj tazga povezovanja drugih akterjev na projektni bazi, ne, pač ko pridemo počasi do tega nivoja. Ja, nisva tako dobra v prijavljanju na razpise, no, nisva še tega probala, nisva vešča tega, niti nimava toliko rada te birokracije. Tako da opažava, no, pa da se ta naša trajektorija spreminja, ne, od tega, ki je šlo tudi tako hands-on, pa da smo sami delali, pa do tega, da pač je nekdo drug naredil, pa zdaj, da že skoraj da vodiš proces, pač sem brala veliko teh vaših tudi člankov in publikacij, se mi zdi, da gremo v neko podobno trajektorijo, ampak ne pa še tako, da bi se prijavil na razpis, da bi znal zapakirati nek program, ki tebe zanima pod določen razpis. To je pa spet čisto ponovno neko drugo znanje, ki ga nimala, ga še nisva osvojila in bi absolutno rabila. Mogoče je to glih ta problem, ne, pač izhodišče iz DOO-ja versus izhodišče iz društva. Ne. Yeah. Mogoče je to tista stvar, ki je pri društvu lažja, pa je mogoče pri društvu kaj drugega težje, ne. Tukaj pa nekako v bistvu izhaja iz tega, da je to na nek način tisto, ne, pač,
kako zdaj skozi projekte, ki morajo ne biti dobičkonosni, ampak morajo se pač obrniti, morajo sami sebe poplačati, doprinesti nekaj več, nek pač added value, research ali karkoli, instigirati neko spremembo. Meni je bilo, prej sem pozabila, mislim, ko smo govorili o mrežah, se mi zdi zelo pomembno, mogoče, da na tem mestu pomeni, nam je ena mreža zelo veliko pomenila in to je bila vstop v mrežo za prostor. Ker mi smo ravno tako nek 2013, 2014, 2015 smo se ukvarjali v Savskem naselju s urbano prenovo. Pač pri nas smo 50 let vzadej in smo čezmeraj na isti točki in čezmeraj v isti zid butamo z glavo, a ne? In v bistvu bi takrat lahko postali blazno zafrustrirane, ker so v bistvu bile politike, ki jih je bilo treba spreminjati, ne pa spodaj, niso dali več od spodaj. No? In z našim vstopom v mrežo za prostor smo v bistvu pridobili znanja od PIC-a, pravno-informacijskega centra, od IPOP-a, ki se tudi na enem drugem nivoju s politikami ukvarja in ta znanja smo združili na ta način, da so v bistvu takrat so se sprejemali trajnostne urbane strategije 11 slovenskih mestnih občin, a ne, in pol od njih je potem z našimi akcijami zapisali urbano prenovo kot del, v bistvu, da bo izvajala urbano prenovo, da bodo ustanavljali pisarne prenove. Vse do tega še ni prišlo, ampak jaz mislim, da nam je takrat ta korak povezave v to mrežo blazno enega znanja novega dal. Pic nas je naučil, kako se potem tudi kdaj v neke zakone, ki ti niso všeč, lahko mislim, se lahko pač daš pripombe, in kako se na enem tem drugem nivoju, takrat smo tudi začeli imeti več stika z večjimi občinami, spoznali tudi, kje prihaja sploh do tistih odločitev, ki nam niso všeč, pa zakaj, in potem iskali poti se še tam ukvarjati, ampak prav ta povezava z mrežo nam je v bistvu ful dala, no. Takrat, ja. Matevž? Ja. A če smo kakšne imamo še vprašanje iz javnosti? Iz javnosti jih imamo veliko, ampak se mi zdi, da niso toliko relevantne. No. Tako da, jaz predlagam, da naredimo Pa ne zagovarjamo tazga pristopa. Ja. Veš kaj, sorry, ampak jaz mislim, da o spopadanju z korupcijo pri javnem naročanju na avte znali veliko povedati. Ostalo sem vas pa že vprašala. No. Gremo že na zaključno vprašanje. Ja, jaz mislim, da ja. Ker imamo še kakšnih 10 minut do 9, tako da ne bomo predolgi. Predlagam, da naredimo nek zaključek dogodka in se potem naprej razvijamo letno sredo. Držim. Jaz imam v bistvu dve vprašanji za zaključek, pa nista čisto povezani. Vsi upravljate neke raziskave, sami raziskujete 81 šol, sami se ukvarjate z občinami. Kako pravzaprav, a je sploh še možno doseči, da se to počnete, prevede v neke sistemske rešitve? In na kakšen način. Drugo vprašanje pa, v bistvu vsi se ukvarjate s tem, kako čim več ljudi pa deležnikov spraviti na ta vlak, ki ga skušate odpeljati nekam naprej in ki pripeljal vse skupaj do enega boljša, ki je v končni fazi dober tudi za... Danes Alenka je izpostavila Brodojski trg, Lakaton Masal, če je čez 15 leti veljalo, da dober arhitekt veliko gradi, a je danes dober arhitekt tisti, ki manj gradi. Vmes ste malo prekinili. Kdo si vprašal? A ste ga drugi slišali? Ne. Mogoče Matevž še enkrat, če drugo vprašanje. Ja. Če je še do nedavnega veljalo, da je dober arhitekt tisti, ki gradi veliko, ki ima veliko
realizaciji za sabo, ali je danes, potem, ko smo tudi tukaj videli Bordojski trg, Lakaton v Sal, a danes velja, da je dober arhitekt ali bo v prihodnosti dober arhitekt tisti, ki bo gradil manj novih objektov. Mislim, da se sam definicija mogoče gradnje malo spremenila, no? Ali pa se vsaj bo mogla za prihodnost spremeniti, kaj to pomeni graditi, ne? Pač za mene pomeni graditi kot to delo arhitekta, da v bistvu najde neko rešitev, ki je mogoče boljša kot čisto nova gradnja, ne? Se pravi, to tudi skozi to mi se resno zavedamo, da nekih novih šol prav veliko ne bomo zgradili, oziroma tudi, kad jih zgradimo, jih zelo, zelo malo, da tiste, ki se zgradijo, jih samo en mali košček zgradi prek natečajev, še tiste ne izvajajo nekih eksperimentov, ki bi pomenili, no to je že kar zelo negativen dolg vlak, ja. Mislim, da v bistvu, ja, vprašanje je dobro, a je mogoče boljš včasih česa ne zgraditi na novo, ampak samo pogledati, kako se lahko na novo uporabijo ali pa zgostijo te stvari, ki že obstajajo. To seveda ne velja za vse, ne, za vse situacije, ampak jaz to definitivno tako razumem, no, da ni neka ta, ne vem, ta ego trip, ne, po nekih novih objektih, tista stvar, ki je mogoče primarna za prihodnost, no. To pač jaz še zmeraj nekako ne verjamem v to Star Trekovsko, čez 20 let bomo pa imeli slick, shiny buildings, pa ne vem kaj. Mislim, da bo pač še zmeraj majčkeno bolj grozna situacija, oziroma malo bolj down to earth, bolj podobna današnji, in da bomo zelo bazična vprašanja še zmeraj reševali. Ja, jaz pa mislim, da je gradnja pomembna, ker s tem, ko ti nekaj zgradiš, ima v tem takoj ogromno deležnikov eno mnenje. Z tega vsi nekaj naučimo in da je pač gradnja pomembna in da arhitektura ne postane samo neko tako debatiranje o neki ideji, ampak hkrati, no, se strinjam, no, tudi z zapisom Petra Šenka, ki je trenutno nam pošiljal ene besedila za ene publikacije na vezavi, no, na Berlage inštitut, da pač njemu se zdi, da inženirska dejavnost ne bo več dovolj, da bojo treba podkrepiti z nekimi jasnimi stališči, in jaz se s tem ne bi mogla bolj strinjati, no. Nikoli nam pozablja, kot sem bila študent, mislim, da je bil Bienale razstava in je Stark govoril o svoji produkciji, dobil je neko nagrado, se spomnim na vrtu tukaj na Fužinskem gradu, in je rekel pač, vse, kaj je moj doprinos, ne, sploh stroki, saj sem sam naredil še en nov stol, pa še en nov stol, ne. Kaj sem dobesedno v družbi spremenil, ne, imel je tak izredno pesimističen govor, neko tako samo refleksijo na svojo uspešno kariero, ne. Tako da jaz gledam predvsem v tem, da mogoče ni važen količinsko, koliko bomo zgradili, pa da bo to tako arhitektura, big architecture, ne, arhitektura z velikim A, ampak tudi, če nič ne zgradiš, ne, se kot arhitekt iz tega, ker nisi nič zgradil, ogromno naučiš in pride do neke, mogoče druge gradnje, osebne zavesti, si ti nekaj iz tega naučil, no. In to se mi zdi izredno pomembno, se pravi, če je bistvo znanje, če je bistvo izobraževanje, napredek samega sebe ali družbe ali pa svojega projekta, s katerega ti nekaj ven potegneš, pa ga pol drugim razlagaš, potem je to absolutno napredek, če je intent izobraževanje, ne, ni sam fizična podoba nečesa, no, tako da številčno pa preko kvadrature se mi absolutno ne zdi, da je edina vrednota za to, koliko si ti kot uspešen kot arhitekt, no, ne več, mislim, da so te časi minili. Ja, nam se pač seveda zdi, da ne bomo gradili in da tudi v bistvu se nam zdi, da ni, da je bolj iskanje rešitev arhitektura in da je
se mi zdi, da se lahko skozi arhitekturo ukvarjamo, brez da gradimo tudi. No? In da lahko spreminjamo neka okolja, ponujamo nove izkušnje. Popravljamo trge, prenavljamo stavbe, ampak da na novo gradimo, po mojem, sigurno je treba na svet še kaj novega zgraditi, ampak mislim, da primanjkuje bolj teh drugih praks, no? Kot pa teh praks, ki znajo dobro graditi, da bi prišli do boljšega prostora, pa do boljše kvalitete bivanja, no? Da so arhitekti še kje drugje bolj nujni. No? Tako. Ja, tukaj se lahko navežemo tudi krajinski arhitekti, ki v resnici tako delamo z živim materialom, tako da z našimi projekti v resnici delamo tudi živim prostorom. Ne? Živ material ves čas, drevesa, grmi, to raste, ne? In tudi prostor se spreminja. Tudi uporabniki se spreminjajo, otroci so nekoč otroci in potem odrastejo in se zamenja nekako. Tako da mi razumemo, moramo vedno razumeti kot prostor, da se ves čas nekako spreminja z različnimi uporabniki. Ne? Pa tudi iz tega vidika, da v prihodnosti definitivno ne vidimo velikega potenciala v grajenju novih zgradb, ker odprt prostor, ki izboljšuje nekako življenjske razmere, je zelo hitro lahko pozidati, obratno pa ne. Tako da je tudi z tega vidika se je fajn boriti za neke odprte prostore, ker enkrat, ko so pozidani, zelo težko pridejo nazaj. Mogoče še tisto, mislim, da je bilo prvo vprašanje, preden smo prišli do tega, ki je Matevž rekel, še ali lahko z vseh teh intervencij, ne vem, po 10 letih, 17 letih v primeru Prostoroža potegneš neke konstante, nek research, neke izsledke. Ne? Jaz mislim, da ja, zato ker tudi mi smo ujeti v nekem takem konstantnem ponavljanju ene in istega početja. Se pravi, v samem procesu so te intervencije, kako pač prideš do njih, kako jih začneš, kako od njih dobiš feedback in kako se z tega naučiš in potem te to informira, predno greš v naslednjo intervencijo. Nekako, ko je teh projektov kar nekaj, ne, ko govorimo o, ne vem, 50 intervencijah, ti začneš videti, zakaj določeni vzorci oziroma zakaj določeni projekti se ustavijo in zakaj se drugi ne. Tako kot je rekla prej Alenka, mi smo razumeli pol, zakaj nam določena zakonodaja postavlja nekje ovire in nekje ne. In jaz mislim, da tudi isto smo pač mi naredili, ne? Da v enem trenutku vidiš, da imajo določeni projekti skupen DNK, skupne težave in potem začneš raziskovati, kaj jih povezuje, kakšni so sistemi financiranja, zakaj so se nekje ustavili. Če to pač, mislim, mi to pakiramo zdaj seveda v doktorsko dizertacijo, Prostorož itak dela publikacije že kar nekaj časa, se to absolutno da. Tako da mislim, da so taki biroji v bistvu zelo važni, no? Da bi jih mogli biti dejansko več. Ne? Se tudi meni zdi, da jih je premalo. Ne, jaz absolutno tudi to verjamem, vse če ne bi to delala. Ne? In v bistvu, ko za dalj časa nazaj pogledaš, vidiš, da se je kaj spremenilo. Mogoče te kdaj sproti frustrira, ampak veliko stvari se je, ali pa saj neke trendi so se spremenili, neko razumevanje neke stvari, ki jo začenjaš delati, pa na začetku zelo slabo, potem zraste in ja, sej tako več bi nas mogli biti, ampak pa bi bilo hitreje, ampak pač tako tudi gre. In absolutno, mislim, če to, jaz čisto verjamem, da se s tem da spreminjati. No. Mogoče to, no, če bi rekla, Alenka, da na začetku ste vi delali in fizično spreminjali ta prostor, ne, se pravi atrije, pa so bili parki, pa so bile reke, ne, in vsi smo se spraševali, kaj bo Prostorož naslednje leto delal, kaj bo njihov naslednji problem, ne. Ampak zanimivo, in to se tudi nam zdaj dogaja, da v nekem času ste se vi začeli bolj ukvarjati z predavanjem in zaveščanjem tudi iz izkušenj, ki ste jih dobile na teh hands-on projektih. Ne? Se pravi, ste prišli, če bi rekel, kibernetično v drugo fazo neke refleksije. Ne? In tam spet dobiš feedback in greš spet v tretji loop, se pravi, ne? First order observation, second order observation, third order observation. Ne? In je to, mislim, absolutno zanimiv proces. Ni pa za vsakega, pač to te mora zanimati. Pač, ne?
Ne, ampak ti v bistvu te skozi ista tema, samo da vidiš, da jo lahko potem, ko jo že enkrat nasloviš, vidiš, kje bi jo drugje lahko in skozi reflektiraš svoje delo, zakaj pa ta akcija zdaj ni bila uspešna ali pa ti tako, kot si ti rekla, kje se zdaj to ustavlja, okay, kako se pa pol zdaj iz tiste do zadnjega pride do istega problema, ne, in ja, v bistvu se skozi nekako z isto temo ukvarjaš, sam enkrat je ona bolj vidna v prostoru, enkrat je manj, ne, tudi ne vem, pri nas teče vzporedno 15 projektov, pa sta 2 za objaviti, drugi so, kot sem pokazala, Bohinjsko Bistrico sedenje na občini, ne, z zaposlenimi. In mislim, so taki, ki tečejo v ozadju, ampak se mi zdi, da še več spremenijo pol tako, no, vsaj tako, da rečeš v lokalnih okoljih, tako se mi zdaj zdi, no, da... Mogoče odvisno, čez katero lečo jih gledaš, ne? Da je en projekt, ki bolj opazuješ skozi arhitekturne kriterije, drug je mogoče bolj čez opazovanje procesa. Ja. Mogoče je, tako kot si rekla, ne zgleda za v revijo, ne? Je pa v bistvu bil izredno proces, ki ga je zanimivo razlagati kolegom, arhitektom, ki jih sploh proces zanima. Ne? Tako da pač jaz to vidim kot več nivojev opazovanja tega početja in eno je na političnem nivoju, eno je na nivoju enega objekta, odnosov med njimi in pa eno je res arhitekturna intervencija sama kot oblika, kot neka inviting form, ki pač nekaj dela. Ne? Tako da, ne vem, mislim, tukaj vidim podobnosti, no, med vami in nami. No, tudi. Ja, ampak skozi pa rabiš še te prve projekte. Skozi jih, če rabiš, ne moreš jih nekaj delati, ker je zmeri nekaj novega preizkušaš, no, zraven. Ja, ni tako linearno, da bi rastala v ti, pač v bistvu sam prenih, ja. Jaz sem sicer hotel vprašati, ali verjamete, da se to vaše delo, ki je zelo sistematično, lahko prevede v neke take sistemske rešitve na državnem nivoju, ne vem, v zakonodajo, pa v standarde, pa v... Ja. Absolutno, ja. To je v bistvu tudi nek tak, tako rekel, tak hidden agenda. Verjamemo, da je neke stvari treba spremeniti in da se jih da spremeniti in v bistvu skozi vse to preizkušanje, preigravanje, poskušamo narediti neke primere, ki bi bili lahko za take spremembe pač tudi osnova. Ampak obenem pa to ni tako preizkušanje v smislu ali pa taka diktatura, zdaj mu pa naredili neke spremembe, ampak je v bistvu prav to testiranje, kot je bilo tudi enkrat že rečeno. Pač preizkušanje, pa nekako spoznavanje neke publike ali uporabnikov tudi s temi novimi zadevami, da to ni spet nek tak top-down, od danes naprej bojo šole brez učilnic, ker to tudi ne bo efekta in bo spet pa kontraefekt. Podoben je verjetno tudi pri vas. Tako da, ja, definitivno se to da aplicirati. Ne bom pa trdil, da je pa zdaj Sveto mesto tisto, ki bo napisal nov zakon ali pa nov pravilnik, ker se mi zdi to čisto preveč odgovorno, da bi to samo en arhitekt. To je transdisciplinarna debata, ne? In mislim, da smo v arhitekti tudi taki godli, zato ker se vedno postavljamo tako nad vse stroke, ne? In moramo se začeti spoštovati in poslušati predvsem tudi druge stroke, kaj nam hoče povedati, si vzeti čas in jih poslušati in mogoče bojo tudi oni malo bolj nas. No? Tako, trenutno pa jaz ne čutim, da arhitekti blazno spoštujejo druge stroke. Sploh na področju šolstva, recimo, mislim, da so všesa takole. Ja, medtem smo pa tudi mi arhitekti izpadali iz cele debate. Prosim? Matevž, skupljamo te. Sprašujem Urško in Katjo, če arhitekti kaj poslušajo. Zdaj bomo vsi tremo. Ja, kakor sva rekli, sva še v bistvu dosti mladi članici, tako da neki ful praks z arhitekti nimava, ne? Tako da zaenkrat ne morava nič tazga reči, tako da bova še videla, kaj naj bo prihodnost. Ampak v Pazi parku sodelujete tudi z drugimi strokami?
ali jih imate celo nekaj v društvu? Ja, kakor se le da. A se me spet ni? Ups. Halo? Slišimo? Ja? Slišimo se. A imamo še kakšno vprašanje publike? Ne, nimamo. Tako da jaz predlagam, no, da se pripravimo potem, ali pa da nadaljujemo to debato na naslednjem sestanku, to pomeni naslednjo sredo, 24. marca, prav tako ob 7, ko bodo z nami Emil Jurcan, Bika Rebek in kolektiv A2O2, kjer bomo mogoče ta podobna vprašanja na en drugačen način naslovili. Vsaj jaz, no, bomo videli. Tako da se vidimo čez en teden. Ja, jaz se zahvaljujem vsem za vaše zanimive prispevke in pronicljive misli in se veselim naslednjega pogovora. Okay. Hvala. Živjo. Čau. Čau. Čau.